Ja. Dobro jutro vsem skupaj. Jaz sem zelo vesela danes, da imamo prav posebno gostjo in sicer Tino iz Urejenega doma. Kar se tiče samega doma, je vedno pomembno to, v kakšnem domu tudi mi živimo in to je seveda tudi vpliva na naše počutje. Kaj, Tina, bi mogoče lahko ti par besed povedala o sebi, da se mu mogoče malo predstaviš, poveš, kdo si, da te bojo gledalci spoznali? Ja, Mojca, hvala najlepša za povabilo, za tale klepet in druženje. Ja, jaz sem Tina Simčič in v bistvu najdete me na Facebooku in tudi na Instagramu pod imenom Urejen dom veselja. To ime sem si izbrala, ker v bistvu želim poudariti to, da je fino, da se doma počutimo prijetno, in vse to pa v bistvu veliko lažje dosežemo v domu, kjer nimamo navlake, oziroma vsaj, da je te navlake manj kot sicer. Ampak ob tem pa želim poudarjati, da pač nihče ni popoln, od nikogar dom ni ves čas urejen. Vsi vemo, da smo v različnih sezonah življenja, da se vsem odvija življenje in ni cilj, da je dom ves čas tipi-topi urejen, ampak je cilj to, da v njem ni navlake, vsaj ne pretirane, pa da je pač organiziran tako, da nam služi, da nismo mi sužnje doma, ampak v bistvu, da dom služi nam in na ta način, ko odpravimo navlako iz doma, ko ga organiziramo v bistvu tako, da deluje za nas, mi hkrati tudi pridobimo zase več časa za vse tisto, kar nam je pa resnično v veselje. Ker verjamem, da nas ni veliko oziroma ni veliko tudi žensk, ne, ki vse delajo s tako velikim veseljem, od čiščenja do organizacije, do odpravljanja navlake. Res je, ja. Kar se tiče doma, mi smo zbrali tudi nekaj zelo zanimivih vprašanj za tebe. Ta vprašanja, ki bojo postavljena, bi v bistvu bila tudi moja vprašanja in jaz verjamem, da se večina nas vsakodnevno srečuje z temi vprašanji. Tako da, če dovoliš, bi ti jaz kar zastavila, ker ponavadi je najboljše, da se neka konkretna vprašanja postavijo in se z njih tudi največ naučiš. Tako da, kaj v primeru, ko imaš doma kaos od kaosa, kje točno začeti, kaj ti priporočaš? Ja, najprej treba razumeti oziroma sama sebi dati neko dovoljenje, da ne potrebuješ zdaj iz tega kaosa priti v neko urejeno okolje v enem tednu ali pa mogoče v 14 dnevih. Torej, da si najprej daš neko dovoljenje, da greš lahko počasi in da ti bodo tudi ti majhni, ampak seveda dosledni koraki, da te bodo pripeljali do nekega urejenega okolja, ne. Torej, najprej se moramo razbremeniti tega pritiska, da moramo potem vse naenkrat narediti. Ker se moramo zavedati, da se tudi navlaka nered, ni vse se to nabralo in ustvarilo v enem dnevu ali pa mogoče v 14 dneh, a ne. Ponavadi se nam tudi lahko celo leta in leta nalagajo te stvari doma, tako da moramo biti najprej pač nežne do sebe. Potem pa jaz priporočam, da res gremo po majhnih korakih. Mogoče, da se lotimo najprej samo enega predala, samo ene police in še to v nekem prostoru, kjer se mi počutimo varno. Torej, da ne začenjamo s stvarmi, do katerih v bistvu čutimo posebna čustva, ne dotikamo se najprej sentimentalnih stvari, ampak gremo res v prostor, kjer ne bomo čutili nekih velikih blokad. Spet, ta prostor je lahko... Kako to misliš blokad, da smo zadržani do nekega prostora oziroma, da ko že pomislimo na tisti prostor, nam tako slabo postane, ne? Ja, eno je to, drugo pa je v bistvu to, da se zavedamo, da ne bomo zmožne spustiti teh stvari od sebe, a ne. Da bomo pač imeli v sebi cel kup nekih vprašanj, kaj pa če bom to, ne vem, potrebovala čez par let, pa ne vem, to sem dobila za darilo, ne morem zdaj to kar dati stran, pa za te stvari sem veliko plačala. Pač to so različne blokade, s katerimi se lahko srečamo. Tako da je fino, da gremo res z enim predalom začeti ali pa z eno polico v prostoru, kjer se počutimo varno. Mogoče je to za nekoga kopalnica, ampak recimo, če si pa ti strastna ljubiteljica, ne vem, ličenja, pa veš, da ličila zelo rada kupuješ, uporabljaš, da imaš tukaj mogoče neko strast, veselje, ti bo pa verjetno tukaj težko začeti, ne. Potem recimo priporočam, da greš, ne vem, v kuhinjo, če nimaš
neke strasti do kuhanja in boš tam lažje začela. Tako da se mora znati vsaka za sebe dobro slišati in prepoznati, kje bo lažje začela. In zdaj, če je pa res kaos od kaosa, ne, tako kot si rekla na začetku, Kaos, ja, kaos od kaosa. Ja, je pa v bistvu lahko tisti najmanjši korak, ki ga naredimo, ne vem, si damo na alarm 7 minut časa, 2 dobra komada, ne, muziko, ki jo pač radi poslušamo, vzamemo eno črno vrečko in v bistvu samo začnemo odstranjevati tisto, kar je res najbolj očitna navlaka za nas, mogoče celo smeti, zdaj odvisno, v kakšnem stanju je pač naš dom. In je to lahko tisti prvi korak, ki potem pomaga, da v bistvu zaženemo to kolesje, odpravljene navlake pa urejanja doma naprej. Hvala. To še eno zanimivo vprašanje od moškega. Kako naučiti 3 ženske, da za sabo pospravijo? Aha, to ima potem izziv, ker je v manjšini, a ne? Ja. Mislim, jaz bom tako rekla, da spet odvisno je pač od osebnosti človeka in tudi od starosti, a ne predvidevam, da nima 3 žen, ampak ima verjetno eno ženo. 2 hčerke ima pa ženo, ja. Tako, ja, malo v hicu. Ampak pač otrokom se seveda prilagodimo glede na njihovo starost, a ne, vsak gre lahko po svojih zmožnostih, ampak tukaj se moramo zavedati, da prej, ko začnemo otroke vpeljevati v to, da so pač del tega procesa, da z nami urejajo dom, da jih naučimo, kako določene stvari dati od sebe, lažje nam bo, ne. Če recimo, ne vem, otroci do 15. leta nič ne delajo in potem imamo mi občutek, da zdaj bi bil pa res pravi čas, jih pošljemo v sobo, pospravi sobo ali pa očisti kopalnico, enostavno ne moremo od njih pričakovati, da bodo to je potem izziv, ne? Izziv jih je potem naučiti, ne? Ker če naši hčeri pogledaš v sobo, si vedno znova presenečen, mislim, nad neredom, ne? Ampak ona očitno uživa v življenju v tem neredu, jaz pa sigurno ne, ko gledam to, ne? Tako da imamo kar izzivov doma, kar se tiče njene sobe, no. Sigurno, ne, potem je vedno težje v bistvu vpeljati neke navade, ker v bistvu to so dejansko navade, to ti potem postane neka rutina, zleze ti pod kožo in avtomatsko, ne vem, zjutraj, ko vstaneš, prezračiš sobo, posteljaš posteljo, ne, in te je to čisto nekaj avtomatskega, se s tem niti ne ukvarjaš in ti niti ni tako težko. Ko pa recimo želimo vpeljati te neke nove navade, pa dajmo vedno začeti z najenostavnejšimi koraki, spet ne preveč vsega naenkrat, a ne pričakujmo potem, da bodo čez noč oni spremenili vse navade, ki so jih do zdaj imeli. Gremo spet z malimi koraki. Mogoče je lahko, a ne, to za začetek, da vsako jutro posteljajo za seboj posteljo, a ne, da odnesejo stvari iz mize, da pomagajo pri zlaganju perila, vsaj svojega recimo, a ne, da jim postopoma dodajamo neke odgovornosti. Vsak starš se potem zase odloči, ali bo pač te ali bo ta opravila nagrajeval ali ne, to je pač stvar posameznika. Jaz menim, da določene stvari moramo opravljati kot družina, ker, a ne, in tudi otrokom že zelo zgodaj predstavljati, da ne pospravljajo sobe zaradi tega, ker jim mi to rečemo, ampak zaradi sebe, ker se pač v urejenem okolju veliko boljš počutiš, ker si bolj produktiven, bolj je prijetno v taki sobi živeti, ne, več prostora dobijo recimo za igro, če so to manjši otroci, jim skozi igro želimo oziroma poskušamo približati koristi urejenega okolja. Lahko pa vedno tudi, ko otroci so starejši, pa določena opravila pa mogoče ovrednotimo, pa imajo pač dodatno delo, pa nek zaslužek lahko dobijo zraven. Aha, predlagaš, da nagradimo otroke, da bi imeli doma bolj pospravljeno z zaslužkom? Jaz jih ne nagrajujem, ampak moja 2 sta še mlajša, ja. Ampak mogoče, ko so starejši... Ne bo kdo narobe razumel, ne? Ja, razumem. Določena osnovna opravila jaz nisem za nagrajevanje, vedno pa lahko otrokom ponudimo možnost, a ne, da če se odločijo, da bi kaj dodatnega pomagali oziroma prispevali, jih pa lahko nagradimo in je pač to tudi njim potem motivacija. Ampak osnovne stvari, kot so pač pospravljanje sobe, odnašanje stvari za seboj, a ne, to bi pa pač morali otroci
imeti te navade, ampak na nas Sami. starših je pa odgovornost, da jih naučimo, a ne. Se strinjam, no. Tako da. Poglejmo še kako zanimivo vprašanje. Nekdo je vprašal, če prideš tudi na dom. To bi tudi mi rabili doma, tako da. Ja, tudi pridem na dom, sicer večino mojega dela je opravljenega preko spleta, preko spletnih tečajev in individualnih svetovanj, ampak pridem tudi na dom, ker vem, da včasih je res najtežje je začeti in nekdo ne zmore sam začeti, niti preko pomoči preko spleta. In takrat v bistvu z veseljem pridem na dom, saj da skupaj zaženeva to kolesje, da predam tiste osnovne informacije, da vdihnem neko motivacijo, ne, da je mogoče spremeniti in urediti dom. Tako da ja, pridem tudi na dom, če je potrebno. Ja, zdaj je taki poseben čas, december je, ko v bistvu pišemo poskušamo zaključevati stare zadeve, pisati že neke nove zgodbe, ne. In jaz mislim, da je to najboljši čas, da lahko tudi uredimo svoj dom. Tako da to sem si jaz zdaj dala tudi za izziv, da bomo imeli v novem letu res pospravljeno in urejeno, ker vidim, da tudi moje počutje je zadnje čase slabo doma, ravno zaradi tega, ker določena navlaka, ki se je nabrala z časom, enostavno odzadaj imaš, ne, in enostavno nisem mirna doma, vem, da bi mogla, pol pa zdaj vsi se soočamo s tem, da nimamo dovolj časa, ne, smo v službah in potem enostavno se ne premakneš z mrtve cone, ne. Jaz se vem, en predal na dan, ampak težko je, ne. Ja, absolutno se strinjam, a ne, vedno je težko najti čas, a ne. Nekako se moramo sprijazniti, da verjetno nikoli v življenju ne bo nek popoln čas, vedno bo nekaj, ne, verjetno še takrat, ko ne bomo več v službo hodili, bomo pa na drug način zaposleni z nečim, a ne. Ja. Tako da takrat si pač moramo samo globoko v sebi najti tisti svoj zakaj, a ne, postaviti nek dober temelj, kaj nas k temu žene, da imamo potem druge prioritete, da mogoče kakšno stvar začasno pač podredimo temu, da si želimo imeti urejen dom, a ne, in tako kot si rekla, Mojca, ti se v urejenem okolju bolje počutiš, a ne, bolj ti je prijetno. In če tudi tisto navlako shranimo v najglobji predal ali pa damo na najvišjo polico doma v omari, nekje zadaj nas še vedno mori. In res, pa še to bi rada povedala, da ta čas, ki ga vložimo v to, a ne, da odpravimo navlako, pa organiziramo dom, se nam res, ne vem, vsaj 3-krat povrne potem nazaj, ker pridobimo nazaj čas. Ker če samo pomisliš čisto vsako stvarjo, ki jo imaš doma, jo v bistvu 2-krat plačaš, a ne, najprej s svojim denarjem, potem pa še s svojim časom, ker vsako stvar, Res je. če ne drugega, ti krade prostor, prelagaš jo levo in desno, čistiti jo moraš, za njo skrbeti. Tako da res ni vredno, da nam te stvari, ki nam nič ne pomenijo, kradejo v bistvu čas. Ja, se popolnoma strinjam. Ja, zdaj bom šla v akcijo, evo. Moram si še vse tvoje nasvete pa vse prebrati. Pol pa še imamo eno vprašanje, zelo zanimivo, to tudi mene zanima. Kdaj se stvar šteje za navlako? Zdaj recimo, da imaš tudi neke okraske doma, sestavljene Lego kocke in se vsi vemo, pa neke spominke imamo doma in torej, kdaj bi ti rekla, da se neka stvar šteje za navlako? Ja, najprej bi želela opozoriti na to, da v bistvu ima res vsak neko svojo definicijo navlake, a ne. Mogoče je za mene nek okrasek že navlaka, za nekoga pa je to pač nekaj, kar mu je pri srcu, kar mu je veselje in mu veliko pomeni. Tako da navlaka, jaz pravim, da so pač to stvari, ki nam ne služijo več, ki niso več uporabne za nas, a ne, ki jih mi ne uporabljamo več, jih ne koristimo in nam na nek način niso več v veselje. In od tega se potem je smiselno posloviti. Se pa seveda vedno v življenju dogaja neke sezone življenja in ja, mogoče, ne vem, Lego kocke, določen del našega življenja so del uporabnih stvari, potem pa postanejo navlaka, recimo, ko otroci zrastejo, a ne. In takrat se pač moramo odločiti, ali bomo te Lego kocke, recimo, ki so po mojem mnenju ena takih stvari, ki jih je vredno shraniti, shranili,
da bodo pač potem spet v uporabi, spet nekomu v veselje, a ne? Ampak pri tem moramo biti vedno pozorni, da smo iskreni s seboj, realni s seboj, da potem ne shranjujemo kar vseh stvari, ker bodo mogoče enkrat nekoč prišle prav, ampak res iskreno pač premislimo, ali bo ta stvar še nekomu koristila, prišla prav, in potem tudi glede na našo prostorsko omejitev, glede na prostor, ki nam je na voljo za shranjevanje, a ne, potem te stvari tudi ustrezno shranimo. Hvala. Ampak mi imamo vsi neke predale doma, kjer je kup stvari notri, ki jih tako ne uporabljaš, ne? In vsi ti predali so vedno polni vsega. Tako da, kaj ti predlagaš tudi za vse te stvari, ki jih imamo doma, kar se tiče predalov, pa to imaš kak posebej urejeno, kam se kaj da, ali mogoče kak je taki nasvet za vse te polne predale naše? Ja, v bistvu, ko se ti predali izpraznejo, vsaj delno, ko jih res lahko odpremo in zapremo, in ko odpremo ta predal, ob njem ne čutimo neke take, mogoče skoraj tesnobe, a ne, ker je vse nametano, je potem veliko lažje pač živeti. Jaz priporočam, da pač res stvari imajo svoje mesto, kar pomeni, da imamo stvari nekako po kategorijah pospravljene, da ni v enem predalu čisto vse od A do Ž. Potem je pa organizacija samega predala pa v bistvu oziroma prostora vedno odvisna od prostora samega, tako da zdaj težko rečem, kako urediti to. Vedno si lahko pomagamo s kakšnimi škatlami, s košaricami, ko v bistvu tudi potem dodamo neko prostorsko omejitev, a ne, da sami sebe si pomagamo omejiti, in da ko vidimo, da je pač ena škatla že prepolna, da stvari gledajo iz nje, je potem to nek tak alarm za nas, opomnik, da zdaj pa čas, da malo pregledamo, kaj v tej škatli je, ali se kaj podvaja, ali česa ne potrebujem, ali si kaj lahko izposodim, pač, ker rabim samo enkrat na leto, pa ni vredno, da to tiči pri meni doma, in se potem od tega poslovim. Okay. Zdaj pa bi še mogoče, da ne bomo predolge, če bi mogoče imela nasvet za naše gledalce in nasvet mogoče tudi za mene, ker zdaj sem se odločila, da bom pač v novo leto stopila z urejenim domom, kakšnih korakov, mogoče, če imaš par korakov za nas začetnike, ko se odločamo, da bomo šli v novo leto seveda z urejenim in veselim domom. In če lahko, mogoče ti imaš na Instagramu, pa še mislim, da tudi na Facebooku, ne, kje te lahko najdejo. Imaš mogoče tudi kakšen tečaj ali pa kaj podobnega, bi bilo super, da bi nas vodila? No, jaz sem se zdaj... Seveda, z veseljem. Ja, sedaj v bistvu poteka en tak praznični tečaj, Umirjen praznični dom, kjer se v bistvu skupaj pripravljamo na praznike in smo se lotile urejanja naših dnevnih sob in otroških igrač. Po novem letu bo pa se odprl spet tečaj za urejanje kuhinje. Jaz v bistvu kuhinjo vidim res kot eno tako srce našega doma, ker v njej hočemo ali nočemo res veliko časa preživimo. In ko je kuhinja enkrat urejena, organizirana, pač prihranimo čas, prihranimo tudi denar, ker ni toliko zavržene hrane, imamo kontrolo nad tem, kaj imamo doma, da se pač stvari porabijo do roka. In tudi v bistvu hitreje in bolj prijetno je kuhati in pripravljati hrano v taki kuhinji. Tako da se mi zdi to res en tak odličen štart v novem letu, oziroma po novem letu, a ne, ponavadi si tudi želimo v januarju, si postavljamo tudi kakšne take cilje, da se bolje počutimo, in to je tudi vse povezano, a ne. V organizirani kuhinji tudi lažje sledimo nekim ciljem, ki si jih mogoče postavimo na telesnem področju. In te skupinske delavnice oziroma te skupinski tečaji so vedno fino, fajn, ravno zaradi tega, Mojca, kot si ti prej omenila, da se ti je težko lotiti, pa potem, a ne, vztrajati v tem. Tukaj smo pa v bistvu punce zbrane skupaj štartamo in potem po korakih skupaj delamo, jaz vmes spodbujam, dobimo se v živo, skupaj pospravljamo, imamo tudi pospravljalne minutke skupne in potem je v bistvu vse to... Pospravljalne minutke? Pospravljalne minutke. Zanimivo. V bistvu se dobimo preko Facebooka, preko Zooma in potem, ne vem, 20 minut
skupaj urejamo en predal, eno polico, pač čas hitreje mine, jaz lahko še vmes malo svetujem in je potem to veliko lažje res dokončati tisto, kar si zadamo. Tako da lepo dobrodošla, Mojca. Ja, jaz se vam bom pridružila v teh vaših minutkah, ker rabim, da me tudi nekdo spodbuja, pa verjetno bo tudi lažje vse skupaj. Naša Muca zdaj je tu začela okrog hoditi, da vsak čas bo prišla v live. V glavnem, ja, ful sem vesela, tako da jaz se vam bom pridružila definitivno, da končno naš dom uredimo tako, kot je potrebno. Da, hvala ti, Tina, za to druženje. Jaz vam vsem skupaj svetujem, da Tino poiščete torej na Instagramu in na Facebooku in da se pridružite temu, da boste imeli tudi vi urejen dom. Dom v bistvu brez navlake, ker verjamem, da boste v njem bolj srečni, lažje zadihali. In ne samo to, tudi tisti, ki prodajate nepremičnino, mora biti dom urejen za oglede. Se strinjaš, Tina, kar se tiče samih ogledov? Ja, to pa absolutno. To je pač tisti prvi vtis, ki ga dobiš, ko vstopiš v dom. In takoj, mislim, tudi stare stvari navlaka, to tudi nosi pač tako neko zastarelo energijo s sabo. Tudi vibracija je takoj nižja in jaz verjamem, da pač ko vstopaš v urejeno okolje, se takoj bolje počutiš in to definitivno lahko pripomore k temu, da je pač tudi lažje urediti ali oddajo ali pa prodajo nepremičnine. Ja, vsekakor, ja. Teda hvala ti, Tina, še enkrat, da si bila naša gostja. Vsi, če imate, jaz bom Tino tudi spodaj napisala kontakt od Tine, kje jo lahko najdete. Teda hvala ti, Tina, še enkrat. Sem zelo vesela in zelo hvaležna, da si bila danes naša gostja. Sigurno bomo te vsi skupaj kontaktirali, da bo naš dom še lepši in lažji. Mislim, lažji, kar se tiče tega, da v njem tudi zadihamo. Super, hvala, Mojca, tudi tebi za povabilo in za ta pogovor. Hvala. Čau, čau. Čau.